Waiting, the arms shaking, and I hold my hands tight. And I will. Samo prosim za kratko predstavitev samega projekta, kdo ga organizira in kaj se je danes dogajalo tu na EPF. Ja, torej danes ste na 8. marketinškem semaforju. To je ena izmed velikih marketinških konferenc na Štajerskem. Letos je že torej 8. leto zapored. Pripravljajo pa jo študenti, torej člani kluba za marketing v sodelovanju z katedro za marketing. Kaj je namen tega dogodka? Namen tega dogodka je, da predstavimo iz praktičnih primerov, kako je sploh v marketingu. Veliko teorije poslušamo na predavanjih, tu pa predstavimo na praktičnih primerih. Torej je izključno konferenca namenjena študentom marketinga ali še komu drugemu? V bistvu je namenjena vsem študentom in dijakom, ki se zanimajo za to področje, torej ne samo marketingovcev, čeprav veliko jih je tukaj iz marketinga, ampak vem, da tudi druge zanima in zato so tudi ostali povabljeni. Imate pa verjetno dosti dela tudi s samim marketingom okoli same konference, verjetno tudi tu pride do izrabe vaš študij. Seveda, mi člani kluba za marketing zelo veliko izkušenj pridobimo na tem področju, saj pač ukvarjamo se tudi z oglaševanjem, mislim, moramo nekako oglaševati našo konferenco, ne. Zato dobimo nekaj prakse tudi in se dosti tudi na podlagi tega naučimo. Kaj pa mogoče nastopajoči, kdo je danes vodil predavanja, okrogla miza? Danes na predavanjih so bili iz velikih podjetij iz Slovenije, torej na začetku smo predstavili podjetje Afrodita, podjetje Studio Moderna, kasneje smo nadaljevali z Luštom, s podjetjem Lušt. Slovenska oglaševalna zbornica se nam je pridružila, na okrogli mizi so pa sodelovali iz podjetij, kot so Simobil, Telekom, Futura, DB in pa tudi prišel je kot moderator Aleš Lisec in ena znana oseba, pač stand-up komik Tin Vodopivec. In koliko ljudi dejansko sodeluje pri organizaciji takšnega projekta, koliko je to študentov, koliko druge pomoči? Nažalost je kar malo zanimanja za te zadeve, ne, ker je očitno preveliko dela, zato nas je v klubu 15, ampak glede na to, da smo tako majhni, verjamem, da smo kar uspešno zorganizirali ta dogodek. Drugače pa še sodeluje z nami sponzorji seveda, ne, oni so glavni na tem dogodku in pa seveda tudi profesorji, torej katedra za marketing. Je pa marketinški semafor že kar dogodek z dokaj dolgo tradicijo. Ja, kar 8. leto zapored že imamo ta dogodek in prav tako posledično tudi 7. leto pripravljamo marketinško dirko, ki jo tudi predstavimo na tem dogodku. Tako da jaz upam, da bomo naslednje leto nadaljevali za to tradicijo in da bomo čim dlje na trgu in da bomo imeli ta dogodek v Mariboru. Super, najlepša hvala.